Zdaj, na trenutke, to pač želim pošteno povedati. Na trenutke imamo občutek, da sploh ne bi več odprl ust, ker takih dogodkov, kot so bili zadnjič, si kratko malo ne bo več dovolj. Ne bo si več dovolil, da z mano polemizira nekdo, ki ne zna polemizirati. Jaz sem absolutno za polemike, ker sem treniran, da sem šel 11 let skozi univerzitetni študij, da sem si prislužil naziv, kakšnega imam, in lahko si predstavljate, da 11 let treninga ni malo. In kdor ni pripravljen in sposoben sprejeti temeljnega principa znanosti, ki je konflikt, spor, polemika, skepticizem, razprava, debata in tako dalje, si ne zasluži svojega naziva, je tudi prav, da ga nima. Znanost ali pa recimo filozofijo se gredo lahko samo ljudje, ki so vnaprej sposobni za spor, konflikt, prepir, nerazumevanje in podobno, ampak seveda na ustrezni ravni. Jaz nisem tam na iztržence prišel zdajle in nimam nobenega mnenja o ničemer. Jaz tukaj nisem zato, ker bi imel kakšno mnenje. Zato me tudi ne zanima, kakšno mnenje ima kdo od vas. To me kratko malo ne zanima. Jaz sem tukaj zaradi teorije, zaradi vednosti in zaradi tega, kar je v temeljni princip vsakega resnega razmišljanja, to je pa rigoroznost. Rigoroznost pomeni, da enemu stavku sledi drugi stavek in sicer na logičen način. Če mu ne sledi, ni vreden, da je tam, da je bil izrečen. Če me torej kaj zanima, je rigoroznost. Rigoroznost je natančnost. Je natančnost in to je največja težava, ki ima večina ljudi. Večina ljudi pa pomeni, ne vem, 99%, ker niso trenirani. Večina ljudi ni šla skozi nikakršen rigorozen trening ali znanosti, ali razmišljanja filozofije, ni šla. Ni. Večina ljudi tega ni deležna. Ne v vrtcu, ne v osnovni šoli, ne v srednji šoli, ne na univerzi. Ni, preprosto ni. Večina ljudi v svojem življenju gre skozi šolanje, ki pomeni bolj ali manj učenje na pamet. Večji del šolanja nima z rigoroznostjo, ampak tudi najmanjše zveze. V resnici za večino ljudi, dokler niso stari tam nekje, recimo 23 let, recimo pa kaj podobnega, ko se študij konča, če sploh pridejo na faks, ko so ljudje stari tam nekje, recimo 22-23 let, ko naj bi končali študij recimo na faksu, večinoma nihče od njih nikoli ni pričakoval nobene rigoroznosti. Večinoma nihče. Od njih se je v glavnem pričakovalo, da sledijo učiteljem, se pravi avtoritetam, in da se učijo na pamet. V glavnem. Zdaj niso ljudje sami krivi, da potem ne znajo misliti. Zdaj jaz ne trdim, da so sami krivi, ker so zamudili skozi najbolj pomembno obdobje svojega življenja, mladost, ko so polni energije in zdravja in vsega, so preprosto zamudili ta trening. In večina ljudi ga tudi kasneje nima, po končanem študiju. Ker tudi kasneje večina ljudi, ko gre recimo v službo, praviloma greš v službo, naleti na še več istega. Ali pa pravzaprav še slabše. Tam se pa še manj od ljudi pričakuje, da bodo rigorozno mislili. Jaz si ne predstavljam, da od enega delavca v gradbeništvu sploh kdo pričakuje, da bo mislil. Ko en zidar postavlja zid, v glavnem ni treba nič misliti. Strogo vzeto že ne, ker se ve, kako se zid postavi.
naprimer. Od delavcev torej nihče ne pričakuje, da bodo rigorozno mislili. To je meni tako jasno, kot ne vem, je jasno, da je 2 + 2 = 4. Prosim. Jaz bi sem vprašal, mislite, da se da tega načina razmišljanja tudi kasneje priučiti, če je v šoli ta faza enkrat zamujena? Težko. Da se, ampak težko. Zakaj? Na nek način, recimo na eni ravni, neuroznanstveni. Recimo, osupljiv je neuroznanstveni podatek, da imajo otroci na začetku življenja bistveno več sinaps in nevronov kot kadarkoli kasneje v življenju. In gre krivulja bolj ali manj, seveda, spet. Gre pravzaprav počasi navzdol. Kar pomeni, da se naprimer, število sinaps, zdaj govorimo o odsotnosti enega rigoroznega, natančnega, discipliniranega razmišljanja, se število sinaps počasi se pravzaprav zmanjšuje. To znanost dokazuje. Počasi se zmanjšuje, kajti če ne priganjamo sinaps, kot bi rekel, k delu, če jih ne spodbujamo, počasi, sicer ne hitro, počasi, odmirajo, zmanjšuje, njihovo število se preprosto zmanjšuje. To je čisto empirično dejstvo. Na neki drugi ravni bi lahko rekli enako. Človek, ki se ni navadil na tak način v času, ko ima pravzaprav, ko je rast, ali pa razvoj, je silovita energija. To je izjemna moč. Otrok od nič pa do, recimo, kakšnega 20. 25. leta silovito raste. To je neverjetna moč. In zato je v tem času, ko ima po naravi, če lahko rečemo, otrok ogromno energije in tudi fleksibilnosti, recimo, in tudi odprtosti duha, če lahko rečemo, je v tem času dobro poskrbeti za tak trening. Kasneje, če ga zdaj ni bilo, je seveda vsega tega manj. Človek je pravzaprav že navajen na določen način, ki ga je vzljubil, ki ga ima rad, s katerim se identificira, tako naprej, potem je tudi malo starejši, ima druge obveznosti, bla, 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 bla. Če pomislite, ima otrok, recimo v času šolanja, tako rekoč eno samo obveznost, da hodi v šolo in da jo naredi. Za vse drugo naj bi poskrbeli starši. In prav je tako. In če imate eno samo obveznost, če je zgodbo tako malo schematično, potem pravzaprav to pomeni, da se otrok recimo od tam nekje 5. leta starosti do 23. leta starosti, to je približno, recimo nekje 18 let. 18 let dnevno, 5, 6, 7 ur, ukvarja z kognitivnimi dejavnostmi. Ga ni treninga na tem svetu, nikoli kasneje, ki bi bil lahko s tem primerljiv. 18 let, vsak dan 5, 6, 7 ur treninga. Ampak nažalost je velik del tega treninga pravzaprav ravno nekaj, kar je kontra razvoju kognitivnih zmožnosti. Ker temelji na poslušnosti, pridnosti, ubogljivosti in mehanskem pomnenju. Tako da, do določene mere, so zagotovo, do določene mere. In gotovo, da so tudi posamezniki, ki kompenzirajo, nadkompenzirajo in postanejo mega, zvezde intelektualne. Ampak so v bistvu zelo redki. So zelo redki. Če Mozart ne bi bil deležen tistega treninga od svojega očeta v najzgodnejših letih, vprašanje je, kaj je bilo z njim. Čeprav izgleda tak trening brutalno. Torej, do določene mere pa tudi gotovo je psihološko velika ovira ta, da se človek počasi identificira z mislimi, z idejami, s katerimi se srečuje in jih ima za svoje. Jaz recimo misli, s katerimi se tukaj ukvarjam, nimam za svoje. Te misli niso moje. Te misli so obča last.
naložene so v knjigah, na primer. Zato imam jaz z lahkoto do tega, kar tukaj pripovedujem, distanco, ker se s tem bolj ko se človek identificira z mislimi, bolj ko trdi, da so recimo njegove, to ljudje radi rečejo, moje mnenje je, bolj silovito jih branijo. Jaz tukaj ne branim nobene misli, jaz nič ne branim. Jaz se z njimi ukvarjam, poskušam jim slediti, jaz sledim mislim, niso pa moje. V tem je bistvena razlika. Bolj, ko se človek identificira, manjša je možnost, da bi odstopil od tistega, s čimer se identificira. Ljudje se v sedanjem življenju, ko se pogovarjajo, praviloma silovito oklepajo svojih mnenj, zato se zelo hitro začnejo prepirati. Kar ni nič narobe, samo da je ta prepir največkrat neproduktiven. Jaz trdim, da je takole, on pa reče, jaz pa da je takole. In da se vsak okoplje v svoje okope in ne popustita. To ni pogovor, to ni debata, to ni nič. To pomeni zgolj, jaz branim svoje, ti pa svoje. In po 2 urah sva samo zmatrana in še zmeram jaz trdim po svoje, ti pa svoje. Zakaj sem pa tole počela zdaj 2 uri? Torej, večina ljudi se sploh ne zna pogovarjati. Pogovarjati se dejansko že pomeni uporabljam misli kot orodja, ki so obča last, ne moja, za to, da bi najin pogovor, naprimer, nekam šel, da bi prišel do določenega cilja, ali pa da bi pripeljal tja, kam pač lahko pripelje. Pripeljal koga? Ja, naju oba. Če spremljate Sokratove pogovore z someščani, vidite, da se dogaja natanko to. Zato Sokrat tudi reče, tisti enigmatičen stavek, ki ga redki razumejo, vem, da ničesar ne vem. On pravzaprav reče, ničesar ne vem, nobenih idej nimam, da bi nekaj vedel. Jaz sem pravzaprav prazen, ampak znam pa misliti, uporabljati ideje, iz sveta idej, kot bi rekel Platon, in z njimi pač nekaj narediti, po zakonih logike, matematike in drugih zakonih, ki spet niso moje, se nisem izmislil, kako so stavki med sabo lahko zloženi. Ti zakoni so inherentni, kot pravimo, samemu jeziku. Mi smo prišli do... Mi smo si zanačili pravzaprav par stavkov. Samo par stavkov. Ampak to so stavki, s katerimi se vsaj nekateri, sploh ne vsi, ki preučuje recimo biblična besedila, ne vsi se sploh niso dokopali do tega. Pravzaprav do teh stavkov, ki sem jih zadnjič uporabljal, se je prebilo samo par raziskovalcev. Samo par, samo nekaj. Tistih najbolj rigoroznih, najbolj discipliniranih. Zato je bogatstvo tega, s čimer smo se zadnji srečali, neprimerno večje, kot na primer bogatstvo tistega, kar ljudje, ki hodijo v cerkev, lahko poslušajo leta dolgo, pa ne bojo prišli do tega. Ker poslušajo litanije, ker poslušajo v bistvu vedno iste klišeje. In to sem tudi poudaril. Jezus reče, moje kraljestvo ni iz tega sveta. Torej, moje kraljestvo je drugačno od vsakega možnega kraljestva, ki se ga kdorkoli lahko zamisli na tem svetu. Ali pa, Jezus reče, smo pred Poncijem Pilatom, njuno pregovarjanje ali pogovarjanje traja približno 6 ur. Približno 6 ur traja in Jezus reče, kdor je iz resnice, posluša moj glas. Pa ta stavek razume mogoče par ljudi na celem svetu. Kako je človek lahko iz resnice, a ni iz mesa in kosti? Kaj to pomeni, da Jezus reče, kdor je iz resnice, posluša, kaj govorim?
To pravi, kdor ni iz resnice, me ne posluša tudi, če trdi, da me, ker se pretvarja. To so Jezusove besede. In nadaljujemo, danes nadaljujemo, zdaj, mogoče še opomba, mi se lotevamo skozi branje pogovora med Poncijem Pilatom in Jezusom Kristusom tega, kar je bila vaša želja, to je teorija subjekta. Vi ste v nekem trenutku rekli, govori nam o subjektu. To je koncept, to ni samo izraz, ki ga uporabljamo kot sinonim za človeško bitje. To je koncept, ima svoje značilnosti, ima svoje osebine, ima svoje zgodovine in tako naprej. Govorimo torej o teoriji subjekta. Poskušamo razumeti, zakaj je teorija subjekta sploh nastala. Zakaj sploh govorimo o subjektu? Zakaj ne bi govorili o jazu, o osebnosti, o človeku, človeški duhi, o egu, osebstvu in tako naprej. Zakaj treba še en poseben koncept uporabiti? To je teorija subjekta. Zdaj, uvodna opomba je tale. Vsi veste, da je, vsaj v Bibliji, da so sprejeti ali pa uveljavili 4 evangeliji. Vsi ostali, ki so nastali, so bili načrtno ali uničeni ali pa zbrisani, preprosto ni bilo dovoljeno, ni bilo omogočeno, da bi postali del svete knjige. Ampak to nas ne zanima kaj dosti. Hvala Bogu, da vsaj nekateri so se ohranili, vsaj fragmenti so se ohranili, njih poznamo. Torej, evangelijev je veliko, zelo veliko. In čisto možno je, da bo še koga kakšnega našli. Zelo verjetno je, da bomo. Ampak v vsakem primeru vsi vemo, in to je pomembno za naše nadaljnje razmišljanje, da se evangelisti 4, vzemimo samo te 4, ki so del standardnega branja, tako rekoč skoraj v ničemer med sabo ne strinjajo. Skoraj v ničemer. V nekaterih stvarih se strinjajo, v nekaterih dosti, veliko splošnih zadevah, tudi mogoče empiričnih se strinjajo, ampak v večini stvari se pa ne. In to dejstvo je postalo predmet številnih razprav, tako rekoč v trenutku, ko so bili ti 4 evangeliji sprejeti v 2. stoletju in tudi vključeni v ta standardni nabor svetih besedil. To je to, kar nas zanima iz nekega čisto novega zornega kota. Je na prvi pogled dosti trivialno dejstvo. Trivialno dejstvo je, da so bili pisci torej različni, pisali so v različnem času in da je logično, da so na različne načine razumeli Jezusove besede in jih tudi tolmačili. To je razumljivo. To vsak človek ima izkušnjo iz svojega življenja. Ne? Da 2 človeka, tako rekoč tudi če gledata v isto smer, isti objekt, ga ne vidita popolnoma enako in ga tudi ne morata. Pravi, bi lahko te razlike z lahkoto odpravili kot trivialno dejstvo, da ljudje tako zaznavamo svet. Vendar je veliko več na tem, kot zgolj to trivialno dejstvo. Veliko več na tem bomo govorili danes. Empirično dejstvo je, da Jezus, ko začne govoriti, ko se okrog njega začne zbirati ljudje, apostoli na primer, govori o nečem, o čemer do takrat še ni govoril nihče. A si mi lahko predstavljamo položaj teh ljudi, ki so vsi po vrsti neuki, vsi po vrsti so nepismeni, so neizobraženi, so zelo preprosti ljudje, tako rekoč ljudje z družbenega dna. To so kmetje, so ribiči, so tacarji, skratka ljudje, ki razen mogoče še tisti, ki so popolnoma zavrženi,
predstavljajo družbeno dno. Še bolj zavrženi so, na primer, gorovci, ljudje, ki jih naselijo v kolonijah daleč od vsakega občestva, da jim sploh ne bi prišli blizu. Gotovo tudi zato, ker niso imeli pojma, zakaj so tako bolni in sploh pa niso znali zdraviti odgovornosti. No, kakorkoli že, a si lahko predstavljamo situacijo, da se vsak dan, na primer, srečujemo s človekom, ki nam govori nekaj, česar nihče od nas še nikoli ni slišal ali prebral. Verjetno težko si to predstavljamo. Ampak to je empirično možno. Ali je možno, da nekdo govori nekaj tako drugačnega kot vsi ostali? Je možno. Vedno znova so taki ljudje obstajali. Gotovo je bil en takih tudi Sokrat, približno 400 let pred Jezusom. Ali je možno, da se ljudje znajdejo v takim položaju, torej da poslušajo nekaj, če se še nikoli niso mogli slišati? Seveda je. Če je možno ono prvo, je možno tudi drugo. Kako se lahko ljudje odzovajo na kaj takega, kar je zanje popolnoma novo? Ljudje se odzovajo lahko na več različnih načinov, ampak praviloma se odzovajo tako, da poskušajo to novo ali spremeniti v svojih glavah tako, da dobijo vtis, kot da je to že nekaj starega in znanega. Ljudje najprej rečejo, da je to, kar pripoveduje Jezus, pravzaprav zgolj različica tega, kar smo že zdavnaj slišali, kar že poznamo, kar že vemo, da pravzaprav ne govori nič novega. Ljudje se tudi pogosto na tak dogodek odzovajo tako, da se preprosto umaknejo, da kratko malo rečejo, to, kar on pripoveduje, nas ne zanima. Jaz imam druge interese, moja motivacija je popolnoma drugačna, se sploh ne želim z njim srečati. In ljudje tudi naredijo. Ali drugače rečeno, če je Jezus Kristus dogodek in je torej nekaj novega v svetu, imajo ljudje možnost, da ta dogodek poimenujejo kot dogodek, zdaj sprejmejo, da je nekaj novega, da je nekaj, česar preprosto ne razumejo. Ali ga pa kratko malo ne poimenujejo kot dogodek in razglasijo za kakšno trivialnost, nepomembnost in se s tem preprosto več ne ukvarjajo. Bolj ali manj sta to edini možnosti. Torej, s tem novim se ukvarjamo, ali nas pa radikalno ne zanima. To je pomembno. Kaj ti? Iz tega že logično sledi, da imamo, če se lotimo tega novega, če nismo v oni skupini, ki to sploh ne zanima, imamo vsaj eno težavo. Kako razumeti nekaj, česar na začetku radikalno ne razumemo? Kako je sploh mogoče, da bomo kdaj razumeli? Da bi sploh lahko kdaj razumeli, imamo na voljo eno samo možnost. Samo eno, nobene druge ni. In to je, da postanemo subjekti, oziroma podložniki, da sprejmemo ta dogodek kot nekaj, čemur pripadamo. Človek je zmožen postati podložnik nečesa, kar ga neskončno prekaša, presega ga. Postane subjekt nečesa, kar je več kot on sam. Zato subjekt ni toliko posameznik, v smislu se ne je, ni posameznik, ki se spremeni v subjekt, ampak je posameznik, ki postane del nečesa, kar ga presega, nečesa večjega od njega. In ne samo, da postane del nečesa večjega,
od njega. Človek lahko seveda postane subjekt tudi tako, da recimo se v času ko nastaja Tretji rajh, včlani v nacionalsocialistično stranko in postane subjekt nečesa, kar ga daleč presega, recimo nacistične ideologije. Tudi to je možno, seveda. V tem primeru, zato smo izbrali Jezusa, govorimo o nečem popolnoma drugem. Postati del nacionalsocialistične stranke pomeni postati del nečesa, kar generira zlo. Čeprav mogoče to še ni vidno. Leta 1933 so bili zelo redki ljudje, ko Hitler pride na oblast, zelo redki ljudje, ki so slutili, kaj šele vedeli, da pripadnost tej ideologiji generira zlo. Nekateri so to vedeli, ampak bilo jih je malo. Recimo bila je Hannah Arendt. Bili so nekateri drugi ljudje, bil je Wilhelm Reich, ki je ravno takrat napisal znamenito knjigo za to množična psihologija fašizma. Ampak bilo jih je malo. Redki posamezniki in tudi ti redki posamezniki so bili v očeh tistih, ki so pripadali tej mašini, čudaki. Ti redki posamezniki so nujno čudaki. Nujno se zdi vsem drugim, ki so del tega ustroja, da je z njimi nekaj narobe. In ljudje se tako tudi obnašajo do njih. Zakaj pa ti nisi včlanjen, a imaš ti kaj proti nam, naprimer, ki smo že včlanjeni, kaj pa ti misliš, da si, kaj posebnega, itd. Kar seveda pomeni, da v takih trenutkih je izjemno težko ali pa celo ni mogoče, se veste, da večina takih ljudi, ki so slutili, da to generira zlo, da so večina pobegnili. Dokaj je bil še čas, so pobegnili, v glavnem v Veliko Britanijo, tudi Francijo, recimo pa Združene države Amerike. Niso pa vsi pobegnili. Pravi, ko se človek začne zavedati, kaj je prevladujoča oblika subjektivnosti. Zapravi, ko se ljudje zavedajo, da obstaja nekaj večjega, kot so oni sami, in da recimo številni ljudje pripadajo temu, kar je večje kot oni sami, če to ni v principu zavezano dobremu, je najverjetneje že prepozno, da bi lahko preprečili generiranje zla. To spoznanje je sodobna različica, ali pa je nadaljevanje spoznanje, do katerega je prišel Immanuel Kant v 18. stoletju. Kant je bil tisti filozof, ki je nesporno dokazal, in glede tega ni nobene možne debate. Nesporno dokazal, tako kot je Newton dokazal gravitacijske zakone, da ima človek samo dve možnosti v življenju in samo dve. Da ne obstaja tretja, ki jo imajo ljudje sicer zelo radi. Ta tretja možnost je prepričanje ali občutek, da obstaja nevtralni odnos do sveta. Da obstaja nevtralen kraj na svetu, kjer je posameznik izvzet iz razprav, kaj je dobro ali kaj je zlo. Kant dokaže, da obstajata samo dve možnosti. Da je ta tretja zgolj iluzija. Obstaja ne kraj v svetu, ki bi bil tak, da bi človek, ki bi stal na njem, lahko rekel, jaz sem pa nevtralen. Torej, človek ne more biti nevtralen, ko govorimo, naprimer, o odnosu do moralnega zakona. Oziroma do tega, kar imenujemo dobro, oziroma zlo. Kar pomeni, človek vselej že dela dobro ali pa prispeva k zlu. Tretje možnosti preprosto ni. In vselej tudi obstaja nekaj večjega, kar presega ljudi, naprimer ideologije,
ki jim posamezniki pripadajo. Ali še drugače, mogoče malo bolj sociološko rečeno, vselej že obstajajo družbeno organizirane oblike zla. Ali družbeno organizirane oblike vedenja, delovanja, življenja ljudi, ki generirajo zlo. O tem bi seveda lahko zdaj razpravljajo zaradi dogodkov, ki jih vsi poznamo nedavnih. Enako bi seveda lahko rekli, da obstajajo organizirane oblike življenja ljudi, ki pa generirajo dobro. Čeprav je empirično res, da je onih prvih več kot teh drugih. In Kant to ve. Kant ve in ga tudi zanima. Zakaj se je tako lahko podrediti nečemu, kar generira zlo, in tako težko nečemu, kar generira dobro. In Kant najde odgovor v načinu, kako se človek lahko konstituira kot bitje, ki zna misliti. Človek lahko poda odgovor na vprašanje, kaj je v določenem trenutku dobro ali pa kaj je zlo, samo če misli. Zapravi, samo znotraj tega, kar imenuje Kant čisti samo znotraj meja čistega lahko z razmišljanjem pridemo do odgovorov. Razmišljanje pa po definiciji je zahtevno in Kant je eden tistih redkih, ki pokaže, da ne obstaja intrinzična motivacija človeškega bitja, da bi priganjal svojega duha k delu. Da je veliko lažje, veliko bolj enostavno slediti ali vodji, ali avtoriteti, ali pač nekomu, ki nam pove, v katero smer naj bi šlo naše življenje. In v šolah, kot sem prej omenil, se na veliko dogaja natanko to. Otroci se vsak dan sistematično vzgajajo, pa če to kdo hoče ali pa ne, ker je to že organizirano, tako, da sledijo svojim avtoritetam. Da ubogajo, da so pridni, da so disciplinirani in da se zlasti zadržujejo vsakič, ko bi imeli kakšno svojo misel in bi jo radi povedali. Zato je razprav, debat v razredih, v osnovne šole navzgor do univerze, zelo malo. Zelo malo jih je. Učenci, dijaki in študenti so v glavnem tiho. Ampak to sem pri nas, ne? Ker so rekli, da v teh luteranskih, kaj so te družbe, švedska, ameriška, ne, pa drugače, ker sem bil vizen na enih predavanjih te retorike. Do določene mere zagotovo je tako. Se strinjam, ja. Se strinjam. Gotovo je torej, koristno razpravljati, zakaj imajo tako dobre šolske sisteme Nordijci, pa še Škoti. Zakaj jih nimajo Španci, pa Grki, ali pa... Gotovo, in o tem postajajo debele razprave in kdor bi že kdaj bil v kakšni nordijski šoli, pa naj bo to Islandija, Švedska, Finska in tako naprej, se je lahko o tem prepričal, zagotovo. Zakaj? Zato med drugim, seveda, ne morate kar podali en sam odgovor na tako zapleteno vprašanje, ampak eden od dejavnikov ali pa ena smer, en način razmišljanja, ki nam pomaga, je prav gotovo protestantska etika. Prav gotovo je. Ne, da bi zdaj kar seveda počesjo hvalil, ampak en element gotovo je vreden razmisleka. Vreden razmisleka, saj to z lahkoto tudi naredimo, vi vsi veste, da je, to zdaj ne pomeni, da so vsi protestanti tega sveta taki, dajč od tega. Govorimo o logiki protestantizma. Logika protestantizma izhaja neposredno iz tistega znamenitega Lutrovega stavka, tudi če bi hotel drugače, ne bi mogel.
Martin Luther je človek, ki ima empirično izkušnjo, da v svojem razmišljanju, ne bi teolog, on je prebiral besedila in ugotovil to, kar smo danes tu že povedali, ne? Da je z avtoritetami, ne, ki razlagajo svete tekste, križ, ne, ker razlagajo na različne načine. Ne, in da je človek zmeden, kaj ti potem ne ve več, da kateremu interpretu ne sledi. In Martin Luther pride na genialno idejo. Sej, zakaj bi pa sploh moral komu slediti? Sej znam brati. Sej jaz si sam lahko razlagam svete tekste. Ne? In ko je v tem razmišljanju prišel dovolj daleč, je prestopil mejo, onkraj katere je bilo smiselno reči to, kar je rekel. Ne bom se odpovedal svojim tezam, naprimer, pa svojim besedilom, ne bom se odpovedal knjigam, ki sem jih napisal, ker se ne moram odpovedati, tudi če bi se hotel. Torej, njegova izkušnja pravi, da obstaja sila, ki je močnejša od njega samega. Tudi če moj ego hoče, če želim kot človek, da bi si rešil glavo, naprimer, on bi lahko končal tudi klavrno, imel srečo, da ni končal klavrno, ne? Giordano Bruno je ni imel, naprimer. Zdaj, tudi če bi si želel ohraniti življenje in ne bi želel končati na grmadi in tako naprej, tudi če bi to hotel, ne bi mogel več nazaj, ker sem prestopil nevidno mejo, onkraj katere preprosto ne morem več popustiti, tudi če bi hotel. To je sijajen uvod v razumevanje tega, s čim se tukaj ukvarjamo, teorija subjekta. Martina Luthera lahko parafraziramo in rečemo, kot subjekt bom ustrajal pri svojem načinu razmišljanja o, naprimer, Jezusu Kristusu, čeprav kot posameznik, Martin Luther, teolog, državljan in tako naprej, želim, da bi bilo drugače. Kot subjekt preprosto ne morem drugače. Martin Luther ima izkušnjo svojevrstnega notranjega razcepa. On govori o tem. Sem razcepljen na dva dela, ampak eden je močnejši. In natanko v tem smislu dajamo prednost dobremu pred tem, kar imenujemo zlo. Se pravi, dobro, če bi zdaj parafraziral Platona, njegovo recimo razpravo, o kozmološko razpravo, potem bi rekli, dobro je v vsakem smislu, v vsakem pogledu boljše od zla. Kar pomeni, če gremo zdaj k Kantu nazaj, da je moralni zakon samo eden in ta terja od človeka samo eno in nima nobene alternative. Odločiti se pa moraš. Človek nima več druge možnosti, ker ne živi kot naravno bitje, kot žival. Mora se odločiti. Odloči se tako, da boš izbral dobro, ne glede na posledice. Kant ve, da kategorični imperativ, moralni zakon, terja od človeka, da postane subjekt. Človek že je državljan, je oče, je mati, je dijak, je študent, je mož, žena, karkoli. Človek vse to že je. Človek že ima svojo identiteto, vedno jo že ima, več jih ima, o tem smo govorili. Imamo cel kup imaginarnih identitet, naprimer. Ampak moralni zakon od nas terja natanko notranji razcep. Bodi to, kar že si, in postani subjekt tega, kar je dobro. Samo tako boš izpolnil svojo dolžnost, ki jo imaš do moralnega zakona. In za piko na i, oziroma za povrh, Kant, in s tem seveda razburi čisto vse, kar jih je takrat bilo, ne samo filozofov, ampak tudi vseh drugih ljudi, reče, to moraš narediti po svoji svobodni volji.
To je šele briljantno. Jaz zahtevam od tebe, da po svoji svobodni volji narediš to, kar je dobro. To je temelj teorije subjekta, ki ga preprosto ni mogoče razsuti, uničiti, zbrisati ali pa mu ponuditi alternative. Prosim, ja? Samo eno vprašanje. Najprej me zanima, ko ste prej omenili ideologija. Je ideologija po definiciji zlo, ki se mu človek podvrže, ali je to dobro, lahko je ideologija? In drugič, kje po vašem mnenju pride do tega ključnega, bi lahko rekli, pristopa, ko človek iz tega, da se prvič zmožen nečemu podvreči kot subjekt, da dejansko se podvrže dobremu, kje je ta ločnica? Je to ravno moralni zakon? Ali... Dolgoročno je vsaka ideološka praksa destruktivna, dolgoročno, generira zlo. Kaj pomeni? Recimo, če beremo kakšne biografije, recimo, komunistov, beremo, ali pa, naprimer, ljudi, ki so se odločili, da bodo vstopili, naprimer, v kakšen sindikat, ali pa kaj podobne. A ne ugotovimo že takoj na začetku, da praviloma taki ljudje rečejo, na začetku smo verjeli, da je to nekaj dobro, da bla, 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 potem se je pa počasi izkazalo ravno nasprotno. Ideologija je ime za sofisticirane prakse oziroma organizirane načine razmišljanja, ki niso vedno taki, največkrat pa so taki, da zlahka človeško bitje, ko se odloča, ali ne vstopi v to gibanje ali ne more najti nobenega argumenta, da je tista praksa, ideologija zla. Praviloma je celo nasprotno. Ljudje so fascinirani, navdušeni so. Če ste gledali film, nemški film Val, mislim, da eni dijaki, ste gledali? Val, ja. Val, ne? Ja. No, tam ste videli, to je tako rekoč empirična študija, kako se začne. Kako dijaki, že nekateri, že prvi večer, ko naj bi se na nek praktičen način poučili o nacizmu, in namesto, da bomo samo predavanja poslušali, se učitelj odloči, da bo v njih z praksami vzbudil te občutke, ki so bili primerljivi z občutki nacistov, ko so njihovi starši, recimo, ko so dejansko korakali po. In tam lepo vidi, ta film je res treba videti in ga natančno gledati, kako nekateri dijaki že prvi večer, popoldan, ko pride domov, staršem razlagajo z ognjem v očeh in iskricami in z navdušenjem in z energijo, končno se v tej šoli dogaja nekaj zanimivega, to je čist nekaj drugega kot to, kar smo do zdaj poslušali, dolgočasje učiteljev predavanja in tako naprej. Končno čutim nekaj življenja v svojih kosteh in emocij in koliko je to dobro in tako dalje. Otroci so navdušeni. Ne spet, ne vsi. Ampak vedno več jih je. Potem začne nekega dne korakati. Tisti, ki ste gledali, kdo gledate? Začnejo korakati, potem dobijo uniforme, predlagajo sami. Imejmo uniforme, da se bomo ločili od unih. Pozdrav, recimo. Korakanje, kako dobra telovadba, končno malo premikamo kosti in mišice in koliko je to dobro, da si učitelj reče, a ne, da dobro dene. In reče, pa res, to je mega dober korakati in končno smo složni. Vsi vemo, da v sedanjem življenju ljudje velikokrat jamrajo. Nismo dovolj složni, ko bi bili vsaj malo bolj poenoteni, ko bi vsaj stopili skupaj in tako naprej. Torej, na začetku je videti, v tem je velika past ideoloških praks. Da rečete, mislim, če spremljate sami sebe, to se lahko zgodi danes večer, mi smo premalo enotni, ali pa slovenski narod, zdaj je spet priložnost, da stopimo skupaj, tako kot leta 91. Zelo malo verjetnosti je, da bo kdo pri sebi rekel,
pismo je govorijo budalaštine. Ampak je zelo verjetno, da bo vsaker pismo ti, pa res. Ne? Ti, kako bi pa mi to naredili? Da bi bolj složni, poenoteni, ne? Skupaj smo močnejši in te zdaj. Ja, ne? Ampak zakaj ideologija dolgoročno generira zlo in je destruktivna oziroma autodestruktivna? Zaradi tega, ker temelji na nečem, kar so razmerja moči. Ideologija nikoli ne opravi z razmerji moči. Zabravi, ideologija ima zato praviloma vodjo, okoli katerega se širi in tako naprej. Ne? Pa tudi, če nima enega, jih ima recimo več. Pa tudi, če jih nima več, recimo, dobro je brati Orwella. Kako se je začelo? 1984. Ne? Kako se je začelo? Najprej ko so naredili revolucijo ali upor ali whatever, ne? Najprej so sprejeli pravila, zakone, ne? Ki so bili videti čist fajn. Ampak že čez kratek čas, ne? Je nekdo tam dopisal, ne? Spodaj. To je sicer v redu, ampak uno je pa boljše. En slogan so imeli, 2 nogi slabo, 4 dobro, ali nekaj takega. Ne? In počasi je bilo že, da mogoče pa 4 nogi niso več tako zelo dobro, mogoče so pa 2 nogi tudi dobro. In počasi. Zdaj, ideologija po definiciji ne more opraviti z lastnimi zaslepitvami, z lastnimi razmerji moči. Ampak jih bolj ali manj sofisticirano ohranja. Zato na začetku je še možna, naprimer, kakšna debata, čez nekaj časa pa kar naenkrat ni več. Pa kar naenkrat razpravlja samo še nekateri, CK, drugi pa samo še sprejemajo in tako dalje in tako dalje. Zbravi, ideologija dolgoročna mora biti drugačna kot taka. Zato jo tudi ločimo od neideoloških praks. Kaj pa so neideološke prakse? Neideološke prakse pa temeljijo ne na razmerjih moči, ker razmerje moči so skozi oči tistih, ki pripadajo ideološki, da so večna, ta so neoprašljiva. Zato tudi ljudje rečejo, recimo, iz ideoloških izjav se dajem že en cel kup. Zelo hitro boste naleteli na izjave tipa, ne vem, red mora biti. Hitler se podpiše, kadar čte pod to izjavo. Ali pa, ne vem, ljudje imajo tu zelo radi tisto, vsak red je boljši kot nič reda. Hitler se tudi pod to podpiše. Zdaj se imate že težavo, v čem je pa pol distinktivna poteza med Hitlerjem pa med vami. In če berete kakšne Goebbelsove tekste, jaz sem to naredil ene parkrat, za štos, sem jih prevedel in nisem povedal, da so Goebbelsovi. In sem jih takole malo lansiral. Ljudje so bravo, Rutar, wow, sem rekel, veste, to ni moje. To je Goebbelsov. Kaj? Prepričajte se, lete, tam je original, pa sem dal gor na PowerPoint. Če si ne morete predstavljati, kako je bilo ljudi sram, kako je bilo, čaki, kaj si zdaj, jaz nisem nič naredil. Vi ste. Jaz nisem naredil nič. Skratka, neideološki stavki, neideološke prakse, naprimer, pa po definiciji izhajajo iz nenehnega, kot rečemo temu, preupraševanja sebe. To pa strogo pomeni misliti. Misliti pomeni vedno znova se vračati na začetek in se spraševati, ali je res tako ali ni. Zato je tudi tako nerodno, včasih, ko recimo kdo želi ugovarjati nekomu, pa ne ve, da je tisti nekdo, vse te možne ugovore že 1000-krat obrnil naokrog, pa še 1000 drugih jim je dodal, da se, kdo se ukvarja recimo s filozofijo, tako rekoč, sam sabo v ničemer ne strinja. To je eno samo spraševanje, a sem se kje zmotil, kaj pa če ni, kaj pa če to samo iluzija, kaj če sem tudi jaz zdaj ne postal
rekel, subje neke ideološke prakse, pa tega niti ne vem. In to moramo početi, ker nimamo nobenega jamstva, nobenega zagotovila. In to je tudi Kantova poanta. Nobenega vnaprejšnjega jamstva ni, da se bodo ljudje odločali za dobro, oziroma da se bodo sploh znali. Ker tako kot je na začetku pri ideoloških praksah skrajno težko, ali pa celo morda ne, ugotoviti, a je ta praksa taka, da bo dolgoročno destruktivna ali ne, ekstremno težko. Kaj je s tem? Recimo ljudje leta 45, 46, recimo po drugi svetovni vojni v nekdanji Jugoslaviji, recimo mladinske delovne brigade. Jaz sem dovolj star, da sem bil v eni taki mladinske delovne brigade. To so fantastične izkušnje. To so izkušnje, ki mi se cel svet jih je zavidal, recimo Jugoslaviji, ko so ljudje, delavci, pa drugi, mladina in tako naprej, dejansko z lastnimi rokami gradili domovino. To je bilo nezamisljivo. A kar zastonj si šel delati, ne vem, jaz sem šel, kje je bilo to, tam je nekrasno, nekje smo kopali jarke za vodovod, poletje je bilo. Pri 40 stopinjah v senci smo kopali jarke s krampom. Jaz se še spomnim, ker je nekdo rekel, mislim, kaj ste vi nori, lej, to en buldožer naredi v pol ure, ker ste vi cel dan krampali. Ampak nam se je tako imenitno zdelo, da smo bili lahko tam in da smo to počeli in za dobro in smo polili cevi. Ampak 45. se je zdelo super to, pa 46. tudi, pa mogoče še par let, pa Brčko Banovič, pa nekaj avtoceste, pa vse, kaj se je gradilo, pa Beograd bar, pa ne vem kva proge, pa vse živo. In gotovo je, da je bilo takrat veliko ljudi, ne vem, mogoče s Titom Ured, pa s Kardeljem, pa z Dolance, pa ne vem s kom, ki so iskreno verjeli, da je to res dobro. Jaz ne bi prehitro obsojal ljudi, a veste, ja, oni so vedeli, sam so manipulirali, Tito je za vse kriv, on je vse vedel. Jaz mislim, da ni tako preprosto. Da celo taki ljudje, kot je bil Stalin, recimo, vsaj v določenem trenutku na začetku, da so bili iskreno prepričani, da so prakse, ki so jih pač zastopali, dobre. Ker ne sme, kaj je tisto, okrog katerega se zdaj vrtimo, pa zadnjič smo se tu. Ko se pojavi nekaj novega, naprimer Oktobrska revolucija, ki je ni bilo še nikoli se človeštvo ni znašlo v situaciji, da je ena armada ljudi, kmetov, delavcev in tako dalje, nenadoma dobila, naprimer, zemljo, da so nenadoma bili v položaju, ko jih je nekdo upošteval, ko jih je nekdo kaj vprašal, ko so lahko odločali o nečem, o čemer se pravzaprav leta 1917 nikomor sanjati ni moglo. Lenin pojma ni mogel imeti. Kaj zdaj narediti? Revolucijo smo naredili, ok, državo imamo, zdaj bi se šli pa mi, naprimer, komunizem. Kako? Kdo ve, kako? Noben, radikalno vzeto, nihče ne ve. Enako je, kot sem prej zastavil na začetku, ko se znajdemo, naprimer, smo mi apostoli, se znajdemo okrog človeka, ki govori nekaj popolnoma novega. Če nihče česa takega ni govoril, ni se tako obnašal, kot se je on, še nihče ni rekel, ne vem, se je tista zgodba izmišljena, ampak je vseeno dobra, tale dodan, mnogo let kasneje, stoletji kasneje, naprimer, ko naj bi peljali Marijo Magdaleno kamenjati, in Jezus izreče ti znameniti stavek, kdor je brez greha, ne prvi vrže kamen. To je bil stavek, ki je ljudi moral sezuti, Čakaj, kaj si zdaj povedal, kaj si rekel? Kdor je prvi, koga? Piš, to pa čisto noro. A ja, se je res. Kdo pa je brez greha? A pol ne smem kam. Mislim, to so nore zadeve. Z enim stavkom je ljudi sezul. In zdaj, kako se obnašati? Mi smo vendarle pokvarljiva roba ljudje. Vsi po vrsti, smo pokvarljivi. Zdaj se znajdeš pred nečim novim in rečeš, ok, tako sem že prej rekel, jaz to lahko zavrnem. Briga mene, grem jaz domov, na nek lunatik govori, brez veze stvari, pa itak ne razumem. Grem domov. Fajn, prav, greš domov. Kaj pa druga možnost? Da rečeš, jaz pa ne grem domov, nekaj je
tukaj v zraku, nekaj se dogaja, nekaj večjega od mene. Ne? Jaz bi pa rad ustrajal pri tem, da vidim, naprimer, kaj se bo zgodilo. Itak doma nimam kaj početi, itak, če grem domov, ne vem, vsakdanje življenje rutinsko teče naprej, to me pa zanima. Ampak radikalno ne moraš vedeti, kam to pelje. In zato pravi Alain Badiou, najtežja naloga, ki lahko doleti človeško bitje, je organizirati to, kar imenujemo postdogodkovni učinki. Zapravi, nekaj se je zgodilo, Jezus je nekaj rekel, začutili smo, da je to nekaj novega in pred nami je vprašanje. Fajn, to je zdaj nekaj novega. Kaj pa zdaj? Kako organizirati življenje, vsakdanje življenje, živeti pa le moramo, ne? Na nov način. Kdo ve? Odgovor je samo eden. Nihče ne ve. Kako potem lahko organiziramo življenje? Samo na en način, z eksperimentiranjem. Poskušamo. In to je tisto, kar je danes, naprimer, tudi ljudem težko dopovedati, ko slišijo besedo komunizem in najprej po vrsti. Meni se to nenehno dogaja, ker sem pač napisal knjigo z naslovom komunizem. Ja, zakaj pišeš knjigo z naslovom komunizem? Komunizem je itak že propadel. Ne, komunizem se še začel ni. Ker tisto, kar je potem ratalo po lepi slovenščini, rečeno, tisto, kar je potem nastalo po oktobrski revoluciji, ni imelo zveze ne s komunizmom, ne s socializmom. To je bila oblika državnega kapitalizma. Torej, ne mi govoriti, komunizem je že pasé, to je že mim, to se je že pokazalo, da ne gre. Ne, to sploh še nastalo ni. Ker tisto, kar se je takrat dogajalo, leta 1907, zlasti potem po Leninovi smrti, je bilo že pravzaprav tako rekoč na začetku organizirano na način, ki se je šele leta kasneje vsakemu človeku pokazal kot čista destrukcija. In seveda, eden od ključnih dejavnikov je natanko ta. In to je realno vprašanje, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti, če hočemo ali pa ne. Realno vprašanje, sam ta stavek povem do konca, realno vprašanje je tole. Seveda, parafraziram Kanta. Kant upravičeno reče, za človeka je v povprečju bolj enostavno, manj kognitivno zahtevno, manj naporno, da pač preprosto sledi vodji, ki je lep, ima skodrane lase, modre oči, pa whatever, meni vsem kako zgleda. Lažje. Težje pa je, ampak to je realen problem, ki je tudi problem družbe, ne samo posameznikov. Kako organizirati vsakdanje življenje, da bomo mislili, ne zgolj sledili nečem. A je to res tako zelo enostavno? Ne, ni. V zgodovini je malo takih praks, sploh pa dolgoročno vzeto, da bi ljudje organizirali vsakdanje življenje tako, da bi lahko mislili. Ker kaj pomeni misliti? Misliti pomeni, kot sem rekel, nenehno se spraševati, nenehno preverjati nekaj, a je, a ni, a se zmotil in tako dalje. Če že posameznik to težko počne in ga imajo za čudaka in vedno znova se moraš nekomu upravičevati, ker misliš, in jaz slišim dnevno, ne samo, da se mi bo zmešal, zdaj slišim že, da se mi je zmešal. Ko sem bil mlajši, je bilo, tem se bo zmešal, zdaj sem pa že toliko starejši, da ti pa itak že zmešal. In seveda se me znebijo, se me sicer glih ne, ampak skušajo se me zneti, ti pa tih bod, ker ti itak že zmešal. Če je že za posameznika to težko, kako potem to organizirati v občestvu? Kako se naj organizira eno občestvo? Zaradi mene je to 5 ljudi, ali pa 50, ali pa 5000, da jim bo sploh zneslo misliti. Ker misliti pomeni seveda polemizirati, če že sam sabo, ajde, do določene mere še morda lahko polemizirati. Kako polemizirati z drugim človekom? Vsi smo mi psihološka bitja, vsi smo občutljivi, kot sem prej rekel, mi se uklepamo nekih misli, hoče mi vzeti moje misli, se sploh niso tvoje, govoriš neumnosti, ljudje tega sploh ne razumejo. To je realno vprašanje, kako to sploh narediti.
Jaz sem hotel še eno drugo vprašanje zastaviti. Vi ste zdaj problem občestva izpostavili, ampak mogoče tudi na individualni ravni en drug problem. Namreč človek, kako je korelirano to nenehno preizpraševanje z možnostjo akcije osebne? A ni to tako, da se včasih izključuje? Pa ni ravno ideologija tukaj eno mašilo, ki omogoči, da sploh družba na prvi pogled naredi neko akcijo, ne da bi se stalno preizpraševala. In mislim, čisto na praktični ravni. Ja, imate prav, je, zagotovo je. 100% je. Kako pa to razrešiti, mislim? Recimo, vzemimo zdaj konkretni primer. Zdaj je prav ta hip, ko mi tukaj razpravljamo, se zagotovo pogovarjajo, ne vem, politični voditelji Francije, Združenih držav Amerike, Nemčije, Velike Britanije, skratka najmočnejši, Kitajske, ne vem, ne. Gotovo se pogovarjajo, kako še več orožja, še več, ne vem, katerih nasilnih dejanj pospešiti, povečati, razširiti vojno proti terorizmu. Zagotovo. Ali, če bi se zdaj nekdo pojavil, recimo, da se tam oni v eni hali, da so tako, kot zdaj mi, razpravljajo, in pride nekdo od nas pa reče, ja, spoštovani politiki, predsedniki, kanclerji, karkoli že ste, veste, mogoče bi bilo pa treba še malo razmisliti zdajle, ker je Rutar na predavanju rekel, da preden se lotimo kakšne akcije, je dobro premisliti, če je res dobra, pa Kant je to tudi rekel, pa Aristotel je to rekel, pa še kdo, kako bi vas pogledali? Verjetno, če bi sploh not prišli, saj ne bi, ne? Ampak recimo, da bi sploh not prišli, vas najprej odnesejo ven, ti kar ti razmišljaj, pojma nimaš v ničemer, mi moramo zdajle varovati, ne samo Parižane in ne samo Francoze, vse vemo, kako bi se zgodba nadaljevala, mi zdajle rabimo akcijo, nič ne bomo mislili, in seveda, ne verjamem, da obstaja realna možnost, da bi bilo lahko drugače. In takih primerov je v življenju, kakor hočete. Zato je, se strinjam z vami, če ste to hotel reči, na trenutke prav patetično poslušati nekoga, ki govori, ja, veste, treba je več misliti, treba je več razmišljati. Jaz razumem, vsakdanje življenje je organizirano tako, da ljudje v glavnem nimamo časa. Treba je to, da je v službo skuhati, oprati, bla, 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 bla. In v nekem smislu, seveda v nekem smislu, to gre k temu, ko sem prej rekel, to je realen problem. Jaz razumem ljudi, ko rečejo, ja, ne vem, ti, ko imaš cajt. Vsi zagramo, gre to kot oni, ampak dober, ne? Ali pa skušajo se izvleči, ne? Ali pa, ne vem, ti, ko si tako malo premaknem, boh je kakšne gene imaš, ampak mi nismo taki kot ti, ne? In seveda, jaz tudi z druge plati, jaz razumem, da jaz si ne znam predstavljati, da načina, da bi, naprimer, ne vem, vsi Slovenci prebrali, ne vem, Kantovo kritiko čistega uma. Se tega tudi podrazno ne znam predstavljati. A bi bilo dobro, da bi jo? Mislim, da bi bilo. Ampak ne verjamem, da bo kdaj. Torej, ja, gotovo so zato, ali pa tudi zato, ideološke prakse neprimerno privlačnejše. Ne glede na to, da so na dolge proge destruktivne, ljudi to ne zanima. Ljudi zanima, kako živeti danes, pa mogoče še jutri, pa ajde, do novega leta. Pa še bolj malo, pa bomo pa itak videli. In zakaj bi razmišljal? Za vsakdanjo rabo je razmišljanje videti kot, priče odveč. Kaj pa meni v vsakdanjem življenju, pri svojem delu, recimo, če nisem glih filozof, ampak večino ljudi niso filozofi, bi pomagalo branje Nikomahove etike. Jaz sem, na primer, voznik tovornjaka, vozim Ukrajino pa nazaj, cele dneve sem na furi, kar ne jaz berem Nikomahove etike. Pa tudi, če jo preberem, a bom kaj boljši šofer zaradi tega? Pravzaprav ne. Potem mi pa dajte en argument, zakaj bi jo prebral. Ja, veste, kognitivni rezultat, vas ne bo noben poslušal. To so realni problemi, zaradi katerih smo upravičeno, zdaj ne vem, če je to prav reči, mogoče je, mogoče tudi ni, naprimer pesimistični. Smo pesimistični, naprimer v luči nečesa drugega, če vzamemo zdaj čisto konkretne primere. Zdaj, ko to govorimo, je, naprimer, površinska temperatura Grenlandskega morja, namesto da bi bila približno 1 stopinjo, je približno 13 stopinj plus Celzija. To, da je zdaj zunaj danes bilo 22 stopinj Celzija, ne povsod, ali pa da je pred nekaj dnevi najtoplejši kraj v Sloveniji Kedarica, zjutraj ob 6 je bilo plus 9 stopinj, se o tem sem pisal.
In da so klimatske spremembe, tudi o tem sem pisal, navajam zdaj zunanjega ministra Združenih držav Amerike, Johna Kerryja. John Kerry je nekaj dni nazaj izjavil pred občestvom, televizijo, na YouTubeu je njegov govor in tako dalje, da so climate change, oziroma da je climate change a matter of national security. To je njegova izjava. Se pravi, celo taki politiki, kot je zunanji minister Združenih držav Amerike, že ve, ker so pač to znanstveniki povedali, da so klimatske spremembe že tako gigantske, tako velike, da tisti stavek, ki je bil izrečen nekaj mesecev nazaj, ko je bilo objavljeno poročilo Stanfordske univerze o izumiranju živih bitij, vrst, tisti poročilo, jaz sem si ga ogledal, je bilo zaključeno stavkom, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo med drugimi živalskimi vrstami izumrla tudi človeška. Jaz dnevno srečujem ljudi, ki so še zmeraj pripravljeni polemizirati, češ, da so klimatske spremembe potegavščina levičarskih nekih zblojenih znanstvenikov. Zdaj, seveda, če pa vzamemo ta primer in rečemo, a bi bilo dobro razmisliti o nekaterih zadevah, naprimer, kako zmanjšati količino CO2 v zraku, mislim, zdaj pa res si težko predstavljam pa obratno, da kdo reče, ne, nima smisla o tem razmišljati. Dajmo mi kar tako naprej, kaj pa če izumremo zaradi tega? Zdaj se pa zaostri zadeva z drugega konca. Kako pa zmanjšati, ali pa ne vem, če ste videli, recimo, če gledate, če to spremljate, posnetke zamrznenega metana, naprimer v Arktičnem oceanu, kako to zgleda? Mislim, ne vem, to je noro, tebi si lahko pogledal. Zmrznjen metan, ki ga naložen je v skladovnicah, tik pod površjem. To so gigantske količine metana, ko se bo majčkeno segrelo, recimo spomladi, čisto verjetno, da bo prišlo, tako kot pravi Natalija Šarhova, do abruptnih izbruhov gigantskih količin metana v zrak, ki seveda lahko blazno pospeši v zelo kratkem času klimatske spremembe. A bi bilo smiselno o tem razmišljati dnevno, če mene vprašate? Ja. Ali se bo to zgodilo? Najverjetneje ne. Zdaj, po eni strani, kot vidite, je možno tolerirati, naprimer, zaslepljenost ljudi in reči, saj te razumem, saj sem tlih tak kot ti, saj sem že drugačen. Ja, ljudje smo nagnjeni k lenobi, saj res, mislim, Niko Mahova etika, pa Lakanovi spisi, pa Freud, brez veze, ni treba brati. Jaz te čisto razumem. Super. In veliko situacij v zadnjem življenju je, ko se to izkaže za čisto v redu razmišljanje. Res tega ne rabimo, res lahko čisto v redu živimo. Brez Leibnica, brez Kanta, brez Hegla, brez Schopenhauera, brez Nietzscheja, z lahkoto živimo. Fajn. Aleluja. Pa naj se s tem ukvarjajo tisti, ki pač se želijo. Prav. Ko pa pogledamo iz tega zornega kota, ki je zelo konkreten in zelo praktičen, pa ugotovimo, da mogoče imajo pa prav, naprimer, antropologi, včeraj sem gledal zanimiv dokumentar, začel ko sem prišel iz predavanj, zelo dobro je bilo, moram reči, da je kar pritegnilo pozornost. Še ena zgodba v vrsti, jaz sem jih videl že veliko, ampak ta element te zgodbe me je pa včeraj prav pritegnil. Namreč gre spet za tisto znamenito vprašanje, zakaj so neandertalci izumrli. Kaj je kromagnonski človek znal narediti tako, da recimo so neandertalci, ki so bili neprimerno boljši od kromagnonskega človeka prilagojeni mrzli, torej ledena doba na takrat v Evropi, bili so bolje opremljeni, manjši, čokati, mišica, bili so izjemno močni, pa so vendarle izumrli. Znanstveniki se ukvarjajo s tem, zakaj je. In tam je en element, ki je vreden razmisleka. Namreč, dolgo časa so kar sami znanstveniki potrebovali, da so ugotovili, kako neandertalc prišel do spoznanja o tem, kako narediti katran.
ki so ga potrebovali pač pri izdelovanju svojega orožja oziroma orodij. Znali so izdelovati katran in potem tudi pokaže, kako je bilo treba segrevati eno ljubje, pa na visokih temperaturah, ne vem koliko stopinj, da se je pač izločil katran, ki so ga uporabljali. Kar seveda neposredno potrjuje, da je imel neandertalc, pravzaprav celo imel malo večje možgane od volumen, je bilo 1400 kubičnih centimetrov, da je bila pamet neandertalca zelo primerljiva z pameti kromagnonskega človeka, pa vendar je izumrl. In potem bi prišli do spoznanja, do razmisleka, do ene začetne ideje. Kaj pa, če imajo prav tisti, na primer filozofi, ki pravijo, da smo se ljudje konstituirali kot človeška bitja, zahvaljujoč možganom, orodju ali pa organu, s katerim mislimo. Kaj pa, če imajo vendarle prav tisti, ki trdijo, da je najbolj konstitutivna značilnost človeškega bitja ta, da misli? Seveda, če pridemo do te ideje, saj veliko ljudi ne prideš. Včeraj zvečer me je na predavanju nekdo nasiral, češ, da ljudje premalo čutijo in preveč mislijo. Meni skoraj pod mizo vrkam. Kaj premalo čutijo ali preveč čutijo, tako naprej? Če kaj, kvečemo premalo mislijo, če me vprašate. Ne? Ampak gospod se ni dal, češ, da treba bolj tako čustva, začutiti kaj za Boga. Se tudi, če karkoli začutite, da vas ima, ne vem, nekdo rad, boste o tem razmišljali. Vedno se vrnemo k istemu. Če nas kaj konstituira, potem nas konstituira to, kar bi imenoval Kant čisti z možnost za razmišljanje. Ukvarjamo se s tem problemom, ki ste ga postavili. Kje je meja, jaz mislim, da sem dobro ponazoril, kako se tej meji približamo z ideološke plati ali pa z one druge in ugotovimo, da je vsaj nekaj takih situacij v naših življenjih, ko je lahko odsotnost razmišljanja tudi destruktivna, naprimer neposredno za nas sami. A prav razumeti, ko ste rekli, da se še to podvrže ideologiji, takrat neha biti subjekt? Ne, je subjekt te ideologije. Je subjekt, je podložnik, čeprav je koncept subjekta na nek način vendarle rezerviran. Zato pravi tudi Alain Badiou, ko ga nasira, vsak človek je zmožen za zlo, da on reče, subjekt kot ga jaz razumem ni. Subjekt kot ga jaz razumem ni zmožen za zlo. Torej, Alain Badiou zagovarja tisto Kantovo idejo, da je možno, vsaj ko razmišljamo o tem, ali je to v sedanjem življenju praktično možno, je morda druga zgodba. Ali je torej možno, da je človek, zdaj se vračamo k našim piscem evangelijev, ali je možno, da je človek kot subjekt dolgo časa zvest temu, kar imenujemo dogodek. Ali so lahko pisci evangelijev in vsi kasnejši kristjani zvesti temu, kar se je ponudilo ljudem z Jezusovim delovanjem. Ali je, če parafraziram Kierkegaarda, Kierkegaard se je pravzaprav vse življenje ukvarja s tem vprašanjem. On se ukvarja z vprašanjem, kako postati in biti dober kristjan. To je temeljna koordinata, recimo Kierkegaarda. Torej, ali to vprašanje je pertinentno? Ali je mogoče vse življenje biti zvest temu, kar imenujemo postdogodkovni učinki, se pravi, ali je mogoče biti zvest dobremu in ali je mogoče biti zvest resnici? Filozofski odgovor je možno biti. Nobenega razloga ni, da ko je človek enkrat subjekt, naprimer dobrega, da bi prenehal biti. Martin Luther je živ dokaz za to. Giordano Bruno je živ dokaz za to. Sicer zdaj že mrtev, seveda. Umrl je pa zato, ker je na zadnje vprašanje, ki mu ga je zastavil Bellarmino, ali se odrečeš vsem svojim besedilom, odgovoril zelo kratko. Ne. In potem ga vpraša zasliševalec, zdaj boš pa ti pameten, zdaj pa ti misliš, da se vsi
teologi in duhovniki in interpreti svetih besedil motijo, sam ti imaš prav. In odgovor še enkrat zelo kratko. Ja. Vsi se motijo, jaz se pa ne motim. No, pa so ga pa zakurali. Torej, ali je možno biti? Je. Obstajajo ljudje, ki so to dokazali. Ali je možno dobiti izkušnjo, o kateri sem že prej govoril, pravi, ko si onkraj določene meje, da veš, da enostavno ne gre nazaj. Je možno. Ali se takrat radikalno spremeni doživljanje realnosti? Seveda je. Takrat se radikalno spremeni tisto doživljanje, ki nam je sicer zelo blizu. Nam je zelo blizu, ali pa so nam zelo blizu izkušnje, da se celi vrsti zadev, s katerimi se identificiramo, nismo pripravljeni odpovedati. Če bi vsak naredil seznam stvari, predmetov, ljudi, česarkoli že premoženja, in bi na eno stran napisal, nisem se pripravljen povedati, na drugo stran bi bila pa rubrika, sem se pripravljen povedati. Bi bila ta druga praviloma pri ljudeh ali prazna, ali pa zelo par nepomembnosti bi bilo noter. Ampak obstajajo tudi izkušnje, ki so zajele množice ljudi, naprimer druga svetovna vojna. Ko je množično, ogromno ljudi, naprimer, odšlo v partizane in so se bili v trenutku pripravljeni odpovedati vsemu. A pravzaprav obstajajo zdajle množice ljudi, ki so se pripravljeni odpovedati vsemu in prihajajo v Evropo? Ja, so. A si mi sploh predstavljamo, kaj pomeni, da se recimo ena družina odloči, jutri pa gremo najprej na en čoln, pa pol bo že pot vodila v Nemčijo in vzamem pa sabo eno vrečko plastično. Jaz mislim, da ne. Ampak take izkušnje so in takrat se človekovo doživljanje realnosti popolnoma spremeni. Ampak če gremo na kakšno bolj drobno izkušnjo, bolj prijazno, recimo sedajno izkušnjo, ki ravno to ponazarja. Ko se človek še danes oklepa nečesa in si misli, nikoli ne bo drugače. Tega pa res ne moram spremeniti ali pa ne moram se temu odreči. Potem se pa recimo jutri zjutraj zaljubi. Da ne bomo šli samo vojne pa. Jutri zjutraj se zaljubi in se temu odpove pevajoče. Ljubimca se že zvečer zmenta, ne vem, a greva se preselva na drug konc sveta, zgodbe o tem obstajajo, in primer zlasti, če živi v takem okolju, in reče, ja, greva. Naenkrat se je človek pripravljen z lahkoto odpovedati stvari. Naenkrat vidi svet popolnoma drugače, kot še včeraj zvečer. Naenkrat vidi sebe drugače kot včeraj. Svojo identiteto, kot da bi srajco preoblekel. Naenkrat vidi drugače. Ali pa, če sprejmemo, Jezus Kristus je človek kot vsak od nas. Nekega dne, to je tako trivialno, da je že skoraj smešno, ampak v resnici je tako. Sprejme nase, kot temu rečemo, simbolni mandat. Jaz sem se od danes naprej pripravljen obnašati skladno s nečem, kar je večje od mene. Jaz postanem subjekt tega. Jezus verjame, da na začetku mora verjeti, ne mora vedeti, da je mandat, ki ga je sprejel, da je dober. In mu sledi. Ampak ker zna misliti, naredi refleksija, on za nazaj razmišlja, kaj pravzaprav sploh počnem, kakšni so moji učinki, kaj si o tem mislijo drugi ljudje, a je to res v redu ali ni v redu in tako dalje. Ta njegova pot v puščavo, 40 dni, to ponazarja. Ponazarja način, kako se človek loči od občestva, odide v puščavo, torej v prazen prostor, da bi še enkrat na popolnoma nov način premislil lastno početje, svojo identiteto, okolje, v katerem živi, svet in tako dalje. A je že 6:30?
Skoraj. Aha, ne, saj se ne rabite, samo to, da jaz vem. Še 10 minut. Še 10 minut, ok. Torej, zdaj, če pogledamo še malo naprej, pa se lahko še drugi delujemo. Če pogledamo še malo naprej, kaj se še dogaja med Puncijem Pilatom in Jezusom. Še ne eno stvar bi rad upozoril, sam začel, zdaj potem pač drugič. Zgodi se namreč nekaj nenavadnega. Čeprav pravzaprav ni res, da se zgodi nekaj nenavadnega, ampak je nekaj nenavadnega v samem načinu, kako se obnaša Poncij Pilat. Zdaj smo že povedali, Poncij Pilat je vojak. On je krut človek. On je zastopnik rimskega imperija, brezkompromisen. Tisto, kar je najbolj pomembno, je pa pri tej zadevi pa to. Ko pripeljajo Jezusa pred njega, seveda pripeljajo ga zato, ker samo on in samo on ima mandat, da mu sodi. Ne morejo mu, recimo, judovski duhovniki, ne more mu občestvo, ne more mu nihče. Zato ga seveda tudi pripeljajo, kot bi človek rekel v pravni državi, se to spodobi, pred Poncija Pilata. Torej, on je guverner in on lahko zaslišuje in izreče sodbo, oziroma, redki so na to pozorni, od Poncija Pilata se pričakuje, da bo izrekel sodbo. A je kriv ali ni kriv? Zadnji smo že rekli, da Poncij Pilat najprej reče, da ne najde nobene krivde na njem. Zvrani, človek, od katerega upravičeno pričakujemo, da bo rekel, je kriv ali pa ni kriv, ne reče ne enega, ne drugega. On ne reče, ni kriv, gremo domov, adijo, nehajte me tle moriti, ampak reče pravzaprav nekaj, kot da bi se hotel izvleči iz te neprijetne situacije. Ne reče, kriv je. Ne reče, ni kriv. Reče, ne najdem nobene krivde. Se to se ne pričakuje od sodnika. Sodnik na koncu reče guilty, pa z unim kladivom tam zaropota, ali pa reče ne guilty, non guilty, whatever. Ali pa porota torej. Se ni važno, ampak na koncu mora biti izjava nedvoumna in jasna. Poncij Pilat tega ne naredi. In tudi kasneje naredi nekaj, kar je pravzaprav še bolj noro. Odločitev, kaj bo z Jezusom, prepusti ljudstvo. Zvleče se tako, se poznate, da reče, lahko enega pomilostim, oziroma strogo vzeto enega lahko spustim na svobodo. Saj Jezus ni bil še sploh obsojen. On ga nima kaj spustiti na svobodo. On bi lahko rekel, kriv je, v zapor, potem bi pa rekel, ok, no, ampak enega pa lahko pomilostim. Tehnično vzeto, Jezus nikoli ni bil obsojen. Nihče nikoli ni rekel kriv in nihče ni rekel kazen za to je smrt na križu. Tehnično vzeto nikoli nihče. Ampak Jezus vseeno umre na križu. Ker ljudstvo pravzaprav ne odloči. Saj ljudstvo sploh ni kompetentno, ljudstvo nima simbolnega mandata. Ljudstvo sicer reče, ok, spusti Barabo na prostost, ker on je že v zaporu, on je morilc, on je obsojen, on je v zaporu in lahko ga tudi spustijo na prostost. Jezus pa ni nič od tega, ni obsojen, ni v zaporu in nihče ni rekel, da je kriv. Torej je dejstvo, da Jezus vseeno umre na križu, čisti zločin. To je umor. Za katerega, in v tem je svojevrstna, tragično, zakaj pa ne? Pravzaprav na nek način, nek čuden, bizaren način, nihče ni za to odgovoren. Poncij Pilat, saj vemo, on si umije roke. On lahko sam pri sebi reče, čeprav zlahka že ne, on ni opravil svojega dela. On bi moral reči kriv ali pa ne kriv. Se pravi, on si nič ne umije rok, on ima težavo, s katero mora živeti potem do konca sveta. Ljudstvo ima tudi težavo. Ljudstvo ni kompetentno, da obsoja ljudi. In da se sploh izreka, kdo je kriv, kdo ni kriv. Lahko sicer reče,
ne, to, kar reče, ok, spusti Barabo, ampak ljudstvo reče, spusti Barabo. Ljudstvo ne reče nič drugega. Ljudstvo ne reče, kriv je, pribitega na križ. Prvič, ni kompetentno, da to naredi, in tudi, če bi to reklo, ne bi to nič pomenilo. Ne? In drugič, tega ne reče. Pa vendar, Kristus tako, kako je to možno? Zakaj se to lahko zgodi? No, to je moja poanta, s katero bi dobro zaključil. Gre namreč za to, da ljudje se očitno lahko obnašamo tako, da se nekaj zgodi, ne da bi mi to eksplicitno hoteli. Ali še drugače, lahko poskrbimo, da se dogaja zlo, ker zločin je zlo, oziroma to, da Jezus umre na križu, je zločin, je zlo. Torej, lahko naredimo tako, da nismo odgovorni, da nismo krivi, pa se vendarle zlo dogaja. Torej, lahko vsak pri sebi opraviči svoje početje in reče, jaz nisem nič kriv. In Kant se tega zaveda. Zato zaključi svojo razpravo z ugotovitvijo, da so ljudje vselej že krivi. Tudi, če tega ne vedo. Če seveda so se odločili za zlo. Imajo pa samo dve možnosti. In ideologije, kot smo prej rekli, pa odločitve za ideološke prakse so zle same po sebi. Tudi, če nas fascinirajo, tudi, če smo zadovoljni, tudi, če se nam zdi fajn, tudi, če imamo od tega ne vem kakšne koristi, ne? Ker to lahko ilustriramo, pa bomo še to drugič naredili, z pripovedmi, ki so tudi zabeležene, namreč z pripovedmi, ki nam dajo misliti. Ljudje, naprimer pazniki v koncentracijskih taboriščih, naprimer, ali pa gestapovci, ali pa oficirji, ki so sprejemali odločitve, koliko Judov za Kurt, pa kako je za Kurt, pa kako velike krematorije narediti in tako dalje, potem so šli pa Beethovna poslušati, in o tem vemo zelo veliko, tudi filmi so narejeni, dokumentarci so narejeni, posnetki so se obnašali kot stroji, kot mašine. To, kar je za zdravo pamet zelo težko razumljivo, kako lahko zakurijo toliko ljudi, in se ljudje, kot so Himmler, Goebbels in tako naprej, Goering in to, se obnašajo, kot da je to najbolj normalna stvar na tem svetu. Zdaj, kaj se zgodi z ljudmi, vsaj dolgoročno, če se napačno odločijo, če se odločijo za zlo? Lahko se spremenijo v mašine, v človeške stroje, ki postane popolnoma brezčutne. To je tista največja nevarnost, ki lahko doleti človeško bitje. Da ni več zmožen za sočutje. Da več ne čuti zla, k kateremu sam prispeva, oziroma lahko mirne duše razglablja ob tem zlu, o zadevah, kot je, recimo, kaj bomo pa danes večerjali, ali pa kaj bomo pa jutri na izlet, ali pa kako se bomo pa jutri oblekli, ali pa, recimo, ljudje, o tem postajajo tudi srhljivi posnetki, ki so oficiri, nemški oficiri, recimo, ki so živeli neposredno blizu koncentracijskih taborišč, so zjutraj odhajali v službe, kar je pomenilo, ne vem, poljubiš otroke in ženo, rečeš po zajtrku, seveda rečeš nasvidenje, zdaj pa v službo, si v službi, naprimer 8 ur, zakuriš, oziroma ne ti osebno, seveda, ampak poskrbiš, da zakurijo, ne vem, 5000 ljudi in prideš ob 4 popoldan nazaj iz službe, čakate kosilo, ampak tvoje stanovanje je pa 20 metrov stran od taborišča. To je tisto, kar nam mora dajati misel. Seveda, primer je grozljiv, ampak začne se pa tako, da se pravzaprav nikomur ne zdi, da bi bilo karkoli narobe. To je za danes.